Jaz bom zdaj povedala na začetku par besed o sebi. Moje ime je Katja, sem mati 3 otrok. Po poklicu sem vzgojitelj oziroma pomočnik vzgojitelja. Zdaj, če se dotaknem teme, ki jo bom danes obravnavala, v bistvu iskanje svojega smisla, iskanje tistega, kar jaz sem, iskanje svojega poslanstva. In bom povedala na kratko, kako sem jaz prišla do svojega smisla oziroma do svojega bistva, do svoje resnice. In začelo se je že zelo zgodaj, v mojem otroštvu, ko sem se začela zavedati, da je nekaj več okoli mene. Čeprav nisem bila iz verne družine, moji starši niso bili verni, sem vedela, da mora nekaj obstajati, nekaj več. In skozi svoje otroštvo, pa pol skozi dobo adolescence, sem skozi iskala to resnico, dokler nisem prišla do evangelija Jezusa Kristusa. Tukaj sem našla jaz svoje zatočišče, iz tle črpam v bistvu vse, kar rabim za svoje življenje. In tudi poskušam predajati to naprej svojim otrokom in poskušam to predvsem živeti. In zdaj bi mogoče podelila z vami eno misel iz Božje besede, iz Matejevega evangelija, iz 18. poglavja, 3. vrstica, kjer nam pravi Jezus: resnično povem vam, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Zdaj, jaz sem malo se poglobila v ta vers in meni v bistvu govori takole. Kaj je v bistvu sploh spreobrnjenje? Zame to ni neki, ne vem, iti na kolena in ne vem, prositi in jokati in ne vem, in gor in dol, ampak to zame pomeni spremeniti način svojega razmišljanja. Zdaj pa spet, zakaj je tukaj omenjen otrok in zakaj je omenjeno nebeško kraljestvo? Zame nebeško kraljestvo predstavlja nekaj, kjer domuje Bog, kjer je prisotnost Boga, kjer je resnica. In zdaj bi se mogoče dotaknila samih otrok. Bog je nas v bistvu vse ustvaril in ustvarjeni smo v bistvu iz 3 delov, iz telesa, iz duše in iz duha. Jaz sem tukaj pač poiskala en primer recimo jajca. Zdaj, lupina jajca nam lahko predstavlja naše telo, to se pravi naše fizično telo. In s to lupino imamo v bistvu mi sposobnost dotika, sposobnost okušanja, sposobnost slišanja, videnja in vonjanja. Torej, to je teh naših 5 čutil. Rumenjak predstavlja naš naše misli in naša čustva. Medtem ko je ta v bistvu tanka membrana, ki obdaja jajce, je pa v bistvu naš duh. In v našem duhu se pa skriva noter naš značaj, naša osebnost pa sposobnost komuniciranja z Bogom oziroma stvarnikom. In lahko na tem principu jajca lahko vidimo, da smo ustvarjeni po principu 3 v 1. In zdaj, če se vrnemo na to biblično resnico, vemo, da je v bistvu Bog v samem začetku stvarjenja, ko je ustvaril človeka, ko je ustvaril prvega človeka Adama, v katerega je v bistvu vdihnil svoj duh, svoj dah življenja. In on je šel še korak dlje, ko nam je povedal, da nas je ustvaril spet po svoji podobi. Torej, po podobi Boga, po podobi Jezusa Kristusa in Svetega Duha. Še enkrat se omenja tle 3 v 1.
In če to zdaj vse poenostavim, si lahko predstavljamo, da našo dušo sestavlja naš naša čustva in pa svobodna volja se nahaja tle v naši duši. Medtem ko je naš duh ustvarjen izključno v bistvu za komunikacijo in pa interakcijo z Bogom. Torej, jaz si v bistvu predstavljam, da je ta duh, da je to naša resnica, da smo to mi, da smo to resnični mi, a ne, naša resnica, naše bistvo. In zdaj, ko razumemo, da smo tri v enem, se pa vprašamo, za kater del našega bitja ne skrbimo. A ne, ker zdaj vidimo, da so vsi trije pomembni. In zdaj, če od tukaj naprej bi se v bistvu rada dotaknila tudi te teme otrok, njihovega bistva, njihovega razvoja. Kako jaz dojemam skozi, bom rekla, svoje videnje otrok, mojih lastnih otrok, pa tudi skozi druge otroke, zato ker sem pač delala v vrtcu. To so neka moja opažanja pa moja videnja. No. In je tako, no, da otrok je ob samem rojstvu še v sozvočju z Bogom, ne, s kreatorjem, stvarnikom ali kakorkoli mu pač rečemo. In on je v bistvu še pripet na ta svoj izvor. Ne. In otrok točno ve pa razume in tudi zna v bistvu zmanifestirati svojega notranjega duha. Pa še eno zadevo bi rada poudarila, ne, da duh se ukvarja izključno in samo s sedanjim trenutkom, torej zdaj. Duh se ne ukvarja z preteklostjo ali pa s prihodnostjo. S prihodnostjo in s preteklostjo se ukvarja v bistvu, bom rekla, če tako poimenujemo ta sistem, Bog tega sveta, Satan, kakorkoli ga lahko pač poimenujemo. Torej, Bog v bistvu preko svojega duha deluje v nas le takrat, ko smo mi res prisotni v sedanjem trenutku. V preteklosti ali pa v prihodnosti Boga ni, ker se pa Bog pač s preteklostjo in prihodnostjo ne ukvarja. In ko otrok odrašča v svetu, spet, če dam primer jajca, duh, duša in telo, prevzema skozi vse to troje, norme pa pravila, ki so mu pač vcepljene skozi ta svet, skozi ta sistem. In tako ga v bistvu mi, kot starši, kot pedagogi, kot družba, oddaljujemo stran od Boga, ker več ne more biti prisoten v sedanjem trenutku. In počasno v bistvu skozi njegov razvoj odvzemamo kontakt s stvarnikom. In naš celoten šolski sistem, celotna vzgoja in izobraževanje, torej od samega vrtca dalje, kar je moje opažanje, se ukvarjate samo z aspektom telesa pa duše. Aspekt duha pa je v bistvu odrinjen ali pa pozabljen. In posledično izpodrivanje tega aspekta duha, kar sem jaz v bistvu ugotovila skozi svoje izkušnje, skozi svoj pogled, vedno to privede do nekih določenih anomalij, ki se lahko kažejo pri otroku ali pa kasneje v življenju, v dobi odraslosti, skozi, bom rekla, določene psihološke motnje, recimo, depresije, anksioznosti in podobna stanja. Pojavijo se lahko v bistvu tudi motnje kognitivnega razvoja, motnje miselnosti, pa na vse zadnje se pol lahko pojavijo tudi motnje na fizičnem telesu, to je pol z razvojem določenih bolezenskih stanj. In če povzamem v bistvu vse te ugotovitve, nam sistem, Bog tega sveta, od samega štarta, od samega začetka, z našim rojstvom v bistvu onemogoča, da pridemo do v bistvu same uresničitve.
do tistega, za kar smo v bistvu poklicani, do tistega, za kar smo ustvarjeni. Ne? V bistvu nam onemogoča, da smo lahko pristni to, kar smo. No? In zdaj bi vam pa mogoče z enim primerom razložila, kako jaz vidim, da dejansko otrok razume sedanjost, ta trenutek zdaj, in da je sposoben biti prisoten v sedanjem trenutku. To verjetno smo mi že vsi videli kdaj, ko smo, ne vem, ko gremo na sprehod z otrokom, bodi si starši, pedagogi, kakorkoli, in se otrok ustavi, ne vem, pri eni luži, noter v luži zagleda enega polža ali pa, ne vem, deževnika, ne? In on je sposoben tam stati 2 ure. In to opazovati in do v bistvu raziskovati in to njemu, če ga opazujemo, vidimo, da mu to daje neko ugodje, da je on radosten, da je on je pač takrat, to je on v tistem trenutku. Ampak kaj sem jaz opazila, kaj sem jaz delala, kaj so delale moje kolegice v vrtcu, Lej, veš kaj, zdaj ni čas za to, nimamo časa, da gremo hitro tamle, imamo kosil ob 12, nas čaka, jaz moram iti še v štacuno po par stvari, lej, zdaj, in to delamo konstantno vsak dan. In kaj delamo? Rušimo ta stik, v bistvu otrokom sploh ne pustimo, da so dejansko lahko otroci, tisto, kar oni so. In torej v bistvu je namen tega sistema, da, kakor ga jaz dojemam, da nas v bistvu od samega štarta postavlja v neke kalupe, v neke škatle. Meni to predstavlja v bistvu kletko, meni to ne predstavlja svobode. In nas v bistvu oddaljuje od bistva in z drugimi besedami bi temu tudi lahko rekla, da nas zasužni. Da nas programira tako, kot on želi. In da lahko služimo pač njemu. In tako, kot sem že rekla, ta proces programiranja se v bistvu v sistemu odvija takoj, ko se v bistvu samega otroka vključi v vrtec. In jaz sem zaradi teh stvari izstopila iz sistema ven. Zato, ker sem se začela zavedati svoje odgovornosti do teh otrok. Nisem več mogla gledati in otroke ropati lastnega bistva. Zato, da se pač podrejam nekim programom ali kakorkoli. In meni je v bistvu vse to bila ena taka prispodoba, da smo kot družba čist zabluzili, po domače povedano, ker smo pozabili in zakopali ta aspekt duha in posledično smo v bistvu privedli vsi sami sebe v bistvu do lastne ne samo uresničitve. Dostikrat, verjetno ste že slišali, večkrat pa tudi veliko knjig je na to temo napisanih, zdrav duh v zdravem telesu. Mislim, zakaj ni obrnjeno, zdravo telo v zdravem duhu? Verjetno ima neko moč, In torej, če pozabiš na tega duha, prej ali slej nekaj ne bo štimalo. In kakor si jaz to pač predstavljam, če pozabim na aspekt duha, pomeni, da sem mrtva, pomeni, da sploh ne živim, da sem zapornik v lastnih nekih miselnih kletkah, strukturah, z drugo besedo sem suženj. In zdaj še en primer, recimo, to se, bom rekla, bolj v šoli dogaja. Otroci, ko pridejo, ne vem, v razred, vsi vemo, da traja šolska ura 45 minut in on mora 45 minut tam sedeti. In Bog ne daj, da pogleda ven čez okno. Ne gre zdaj ven, zato ker zdaj pa delamo matematiko, glej na tablo.
Jaz bi šel pa, in tako smo jih navadili, dvigam roko, jaz bi šel pa na WC, ne, zdajle ne moreš iti na WC, si zamudil odmor. Ne? Ko bo naslednji odmor, boš pač lahko šel. In zdaj vi meni povejte, verjetno ste imeli že večkrat izkušnjo ali pa ne, da se vam je golob podelal na glavo. Daj ti meni povej, kako boš ti golobu rekel, zdajle se ti meni ne moreš usrati na glavo, po domač povedano. Ne, čakaj, lej. On bo to naredil, takrat, ko je pač. Kaj pa mi delamo? Mislim. In otroci sedijo 45 minut, ko bi mogli, bom rekla, ne vem, vsake 15 minut vstati, pa se malo razgibati, zato da se, že na v fizičnem telesu, da se cirkulacija, preko celega telesa dela, oni sedijo. In to čez leta spet lahko pripelje do nekih zadev, ki niso. In kako sem jaz v bistvu, ne zdaj zaradi te situacije, ki se je pojavila 2 leti nazaj, tako kot sem že prej rekla, ko sem iskala resnico, ko sem prišla do samega evangelija, meni je v bistvu molitev, ni molitev, ne vem, hoditi v cerkev ali pa ne vem, kaj meni je molitev, pač pogovor z Bogom. In takrat, ko rabam in pač se pogovarjam in iščem rešitve in tako naprej. In moram vam pa reči in povedati, da ta pot ni lahka. Ko enkrat prideš do tega, da moraš zbrisati vse te programe, ki si jih imel naložene leta in leta in leta, ni to instant, ne gre. In se dogajajo lahko razni procesi na vseh 3 nivojih, spet govorim. In so se dogajali in zdaj vam tudi lahko povem, jaz sem tudi svoje otroke, pač jih imam doma, jih šolam od doma. In sem imela velik problem na samem začetku, ker enostavno nisem vedela, kako. Jaz nisem znala ta sistem odklopiti. Jaz sem si pač predstavljala tako, ok, zjutraj bomo vstali ob 8, zdaj bomo pojedli zajtrk, pol pa delamo, ne vem, 1 uro slovenščine ali pa ne vem, pol ure, pol delamo matematiko, pol delamo, ne vem, spoznavanje okolja, pol bomo imeli likovno. In na koncu se mi je, po domač povedano, zrolalo. In en dan sem se usedla in sem rekla, zdaj pa tako, Bog, veš kaj, ne, zdaj pa, lej, jaz nimam pojma, kako naj se tega lotam, jaz se sesedem vsak dan, to ni prav. Daj mi pač rešitev, kako, ti si mi rekel, ne vem, naj grem ven iz sistema, ti si mi rekel, da, ne vem, ne, otroke imam doma, kaj pa zdaj? In sem slišala samo glas v sebi, nekaj kontrolirati stvari. In mi ni bilo jasno takrat, v tistem danem trenutku, kaj zdaj to. In pol sem začela dejansko razumevati, kaj mi je hotel povedati, in sem nehala delati to. Zjutraj, kako izgleda, zdaj bom čisto povedala, kako izgleda v bistvu naš dan. Zjutraj pač ostanejo otroci tam nekje med 8 in med 9, pol pojejo, pol jim dam pač možnost, ne vem, da se zdivjajo, da, ne vem, se igrajo. In kaj je zanimivo? Ko sem jim jaz to dovolila, to svobodo izbire, da oni lahko sami izbirajo, oni so šli sami se učiti. Oni so šli sami delati za šolo. Zato, ker ta svobodna izbira jim omogoča ta naravni proces učenja, ki je v njih. In jaz sem imela, moj sin, midva sva imela prejšnja leta, zdaj je 3. razred, velike težave z branjem. On je danes profesor v branju. Ampak kaj sem jaz prej delala?
dejva, 10 minut vsak dan, dejva, prosim. In jaz sem šla sama sebi na živce, meni je bilo to tortura zame, za njih pa itak, a ne. In še to, ko sem jim dala možnost, da izbirajo, kje se bojo učili, kje bojo, ali grejo ven, ali ne vem, moj sin, mislim, vi si ne morete predstavljati, kakšno domišljijo imajo otroci, koliko so oni res, jaz sem se marsikaj od njih naučila. Moj sin je, jaz pridem v sobo, gledam, kje je, mami, tle sem, ja, kje, v omari, okej. In jaz odprem omaro in on se je usedel v omaro, na obešalnik si je dal baterijo, knjigo in on je bral. In sem rekel, kaj pa delaš? Ja, jaz sem v Space Shuttle. Okej, v redu, zaprem omaro in to je to. Ampak on je tisti trenutek, ko je bral, in bral je eno knjigo o živalih športnikih in pol me je prosil, če bi lahko imel predstavo. In to knjigo je bral mogoče 15 minut ali pa 20, zdaj na pamet govorim. In vse, kar je noter pisal, on je do potankosti meni odgovoril. In jaz sem zdaj rekla, čakaj malo. Če bi on v šoli sedel in poslušal to snov od učitelja, on bi rabil, da usvoji to snov, ne vem, v 10 ur ali pa 15. Tako je rabil pa 15 minut. Zato, ker sem jaz njemu dala svobodo odločitve. Čist popolnoma nič drugega. In jih zdaj res več ne kontroliram. Kakšen dan, če ne delajo za šolo, tudi ne delajo in pač pustim. Pač se igrajo, ne vem. Tudi mi imamo zmotna prepričanja, da kot starši ne bomo zmogli, ali pa mi nismo učitelji, mi to ne moremo. Mislim, otrok se uči skozi to, da nas gleda. Lahko se uči tudi skozi kuhanje. Jaz sem videla, da je ogromno enih stvari doma, ki jih lahko, recimo, zdaj, če dam primer kuhanja, lahko se uči matematike, lahko se uči slovenščine, tamle boš prebral recept, daj, stehtaj mi, koliko je, ne vem, koliko moke rabiš, koliko tega rabiš, česarkoli, lahko razvršča, mislim, ne, ampak zato, ker v šoli je pa pač tako, ne, iz knjige je treba in drugače ne gre. In vidim res spremembo v otrocih, v vseh treh, in ne vidim jo sam jaz, vidijo jo tudi drugi ljudje, tisti, ki me bližje spoznajo. Zato, ker sem se upala, lahko temu tudi rečete sanjati, in narediti nekaj. Čeprav vam povem, da me je bilo grozen, da me je bilo strah, da me je bilo, ampak sem pač stopila na to pot, sem se, odločila in sem to naredila. In še vedno se učim, z vsakim dnem, vsak dan je novo spoznanje in ja, tudi padem, normalno, ampak se zavedam, da je to pač proces, in se v bistvu vsi kot družina učimo. Vsak dan, ne. In zdaj bi mogoče še sam še to povedala, da eni ljudje, dostikrat sem bila, bom rekla, v kakšnem pogovoru z nekom, pa mi je rekel, lej, jaz pa ne verjamem v Boga, ali pa jaz pa ne verjamem, da Bog obstaja, ali pa Biblija je ravno tako zmanipulirana. Okej, saj pač jaz sprejemam tudi drugačno pač razmišljanje, drugačno mnenje, ampak jaz takega človeka vprašam, okej, v redu, a si preveril, a je to res? A si raziskal, a je to res? Ali kje si to slišal? A si prišel sam do teh spoznanj?
In vedno se moramo zavedati tega, da kadarkoli bomo stopili v neko novo situacijo, ki jo še ne poznamo, ki nam je nepoznana, bomo nesigurni, ampak takrat se bo v nas v bistvu sprožil ta proces samoodgovornosti. Ker mi smo naučeni in navajeni, in to se pravi, sem jaz videla skozi svoje življenje, videla sem skozi otroke v vrtcu, kako čakamo na navodila. Mislim, zelo zanimivo je, jaz sem delala v prvi starostni skupini, to se pravi v jaslih, od 1 do 2 let oziroma od 2 do 3. In otrokom smo pač, ne vem, omogočile, kaj sem, ne vem, razne kotičke smo imeli, od bralnega kotička do kotička z dojenčki, do kuhne, do ne vem česa. In otroci so recimo v 15 minutah te igrače razmetali in to je bilo to. Pa so se pa usedali in čakali. In meni je bilo v tistem trenutku, kaj se dogaja, ne? Kaj se dogaja v njih, da oni nimajo več, bom rekla, vse tiste raziskovalne žilice, tistega, da sami nekaj raziskujejo, da jih ena stvar privleče ali kakorkoli, ampak samo čakajo na navodilo, da mu nekaj prineseš, da mu nekaj... Mislim, in meni je bil to absurd. In jaz res jaz tega nisem mogla več gledati in zato sem se odločila tako, kot sem se. Zdaj, če se obrnem še spet nazaj na Boga. Eni pravijo, ja, saj pol si v bistvu isto, če verjameš v Boga oziroma Bog spet od tebe neko kontrolo zahteva in ne vem, in gor in dol. Jaz od Boga nisem nikoli čutila, da sem bila pod neko, ne vem, kontrolo ali kakorkoli. On ni nikdar bil vsiljiv, nikdar ni bil obsojajoč, nikdar me ni postavljal v kalupe ali pa v neke norme, ni me obsojal. Jaz sem videla skozi Boga samo ljubezen. In jaz sem ga mogla sama iskati, jaz sem mogla sama priti do tega spoznanja. Jaz ga nisem najdla v cerkvi, v sistemu. Oprostite, nisem ga najdla. Pa nimam nič proti ljudem, ki hodijo, glejte, saj, vsak išče, svojo pot ali kakorkoli. In ravno tako bi mogoče, Mihael, še tebe izpostavila, če lahko. Prosim. Mihael je, bom rekla, ko se je vsa ta zadeva, sploh ne bom omenjala besede, 2 leti nazaj začela, on se je odločil, da bo ljudem skozi društvo Belis pomagal pri pravnih nasvetih. Pa je tako. Ampak to ne pomeni, da bo on namesto vas delal. On je rabil tudi leta in leta, da je prišel do določenega spoznanja, do določenega znanja, do določenih izkušenj. Vi vidite mogoče samo to zdaj, kar on ve. Ostale poti pa vi ne vidite, kaj je on rabil. In če bi se mi vsi zavedali v bistvu te odgovornosti, vsak zase, jaz verjamem, da bi bila naša prihodnost dosti lepša in boljša za vsakega od nas. Mogoče bi še naslovila na starše ali pa bom rekla, tudi na pedagoge, če kdo zdaj posluša, pa mogoče Mihael pol kasneje, ne vem, mogoče moj mail, ki ali kakorkoli, pa lahko se, ne vem, tisti, ki, bom rekla, približno isto, ne vem, razmišljate ali kakorkoli čutite, se lahko pokontaktiramo. Kar povej mail, če ti ni težko. Ja, lahko povem. Katja Horvat @gmail.com.
Ker jaz sem odprta, jaz nisem nikdar pač iskala svoj prav, več glav, več ve. In sem odprta tudi za druge mnenja. Bi pa mogoče še eno stvar izpostavila. Jaz sem tudi vključena v par skupin, pač alternativnega šolanja na domu oziroma alternativnega izobraževanja, in kar sem zdajle v zadnjem času opazila, in to je pač moje mišljenje, se ne strinjam s tem, da veliko pedagogov je našlo tule, bom rekla, eno krasno priložnost, in jaz taka imenujem vojni dobičkarji, in so v bistvu vso to stisko staršev v bistvu sebi v prid obrnili, in so nekako vzporedno šolanje, a ne, pač se grejo vzporedno šolanje za kar dober denar. In zdaj bom tako rekla, pač s takimi pač jaz nimam nekih skupnih, a ne. Ker verjamem v to, da vse materiale, ki jih mi rabimo za izobraževanje, vse, kar rabimo, a ne, če vsak od nas malo prispeva, da bomo blagosloveni in da bomo rabili tisto točno vse, kar rabimo, no, za normalen del in vse. In še zdaj zadnjo misel, ki bi jo imela. Kako bo otrok verjel v obstoj Boga tudi takrat, ko bo že odrasel. Jaz sem prišla do spoznanja, da mora tega Boga videti v meni. Drugače ne more verjeti. In začne se z mano, začne se s tabo. In hvala vam res za posluh, hvala vam, ker sem lahko to delila z vami. In tako, kot sem že rekla, če ima kdo kakršnekoli vprašanja, nove predloge, se